Nahajamo se v studiu 2 televizije Slovenija. Tu smo zato, ker smo ravno kar končali 300. turbulenco. Mi smo vsi zelo, zelo dobre volje. Z nami je del ekipe, tiste, ki sedaj ustvarja oddajo, tudi gosti so z nami, tako da, kaj naj rečem, če ste zamudili oddajo, obvezno jo poglejte, zaupajte, res je dobro, govori pa o zaupanju. Ja, oddajo delam že od vsega začetka. Vtisi so pa fajni, z Milico je vedno lepo sodelovati. Se nehamo igrati, še torto jesti, ne? Turbulenca je tedenska oddaja, pripravljajo približno 4 do 5 scenaristk in novinarjev, seveda v dogovoru z urednico Milico. Potem pa tako nekako novinarji predlagamo teme, tiste, ki so nam mogoče malček bliže. Potem pa se skupaj z urednico dogovorimo, naredimo eno malo širšo raziskavo, poskušamo najti primerne goste, se dogovorimo o vsebini prispevkov in potem gremo na teren in nekako realiziramo to našo začetno idejo. Vodenje turbulence po 300 oddajah je izziv, vedno je kaj novega. Če ne drugega se je že zgodilo, da sem imela denimo zlomljeno roko, pa je bil izziv, kako zakriti gips, ne? Od takih banalnih zadev do seveda tem, ne? Mislim, da pač živimo v času, ko je vsak dan za nas nov izziv, postavlja zanimive, težke, manj lepe, bolj lepe izzive pred nas in se mi zdi, da je vredno tako, kot živimo in uživamo v vsakem trenutku tudi najti izziv in uživati v tistem, kar delaš, zdaj je to turbulenca. Ker zajemamo precej širok spekter tem, od zdravja, vzgoje do nekih tudi širše družbeno pomembnih tem, opažamo, da vseeno nekako ljudem so najbliže te najbolj vsakdanje, res uporabne stvari, recimo kot je kakšne zdravstvene zadeve. No. Izvolite! Kakšna bo 400. turbulenca? To je pa vprašanje za vedeževalko, pojma nimam.